obeležili prvi svetovni dan čebel. Infrastrukturni minister na Dolenjskem. Vinska Vigrad uspela. Lepo pozdravljeni. Včeraj smo praznovali prvi svetovni dan čebel, katerega pobudnica je bila prav Slovenija. Potekale so številne proslave in dogodki, eden od vrhuncev pa je bilo zagotovo svečano odkritje obeležja kranjski čebeli v Višnji Gori, kjer je tudi njen dom. Svetovni dan čebel je projekt, ki združil Slovence in svetovno javnost. Danes ni čebelarja, ki ne bi bil ponosen, da je čebelar, ponosen, da je Slovenec. Svet govori o slovenskih čebelarjih, o superlativih, tako da ja, odkrili smo spominsko obeležje kranjske čebele. Kaj se slovenski čebelar še želi več? Glede na klimo, ki vlada in je naklonjena čebelarstvu, je zdaj pravi trenutek, da ozavestimo tudi mlade ljudi in tudi nekoliko starejše, kako pomembna je čebela v našem življenju. Na svetu ni naroda, ki bi imel na 200 prebivalcev enega čebelarja. The Canolian bee from here is particularly famous. You will find it done as far as India, right across the world. And it's a wonderful thing for Slovenia to be a small nation of 2 million people, 10,000 beekeepers, and they're showing the rest of the world how to do it. It's brilliant. To je ena kultura, mi imamo svojo kranjsko čebelo, ki izhaja tukaj iz Višnje Gore, se poistovetimo s čebelo, s čebelnakom, s čebelarstvom. Naše čebele so zapisane v genih in mislim, da ni naroda na svetu, ki bi na 200 prebivalcev imel čebelarja in Slovenci smo res narod čebelarjev. Ivanška občina pa je s tem projektom še enkrat več dokazala, da živi v sožitju z naravo. No, mi podpiramo vsako dejavnost, ki vodi k ohranjanju narave, ki vodi k temu, da je življenje čim bolj naravno. Tako smo recimo začeli s sloganom Za nami je čisto, se odrekli očiščevalnim akcijam in šli v ozaveščanje ljudi, kako pomemben je odnos do okolja. Cilj je, da dom kranjske čebele postane državni projekt, v katerem bodo kranjsko sivko predstavljali tako domači kot tuji javnosti. Poleg polža imajo tako Višnjani nov simbol kraja – čebelo. V Trebanjski občini obnavljajo viadukt Ponikve, dotrajen most na stari hitri cesti H1, ki si ga je pred dnevi ogledal tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Župana Alojzija Kastelica so zanimale podrobnosti tudi glede drugih naložb po občini, ki jih načrtujejo z državo. Obnova nadvoza Ponikve, zgrajenega leta 1958, je vredna približno 1,3 milijona evrov, ki ga zagotavlja država. Kvaliteta tega, kar bo v prihodnje, je, da se bo povečala trdnost, razširilo se bo, bom rekel, profil in sicer tukaj zraven še pridejo kolesarke. Daljinska kolesarska steza ob H1 torej, ki jo že načrtujejo. Danes sem si ogledal, kako potekajo dela. Zagotovljeno je, da je vse v roku in da je predvideno dokončanje tudi v pogodbenem roku, ki je v začetku septembra, morda še celo kaj prej, proti koncu avgusta. Torej. Župana je prav tako zanimalo, kako daleč je država s krožiščem pod gradom, ki je že sprojektirano. Zemljiške zadeve tam niso tako velik problem, bi lahko stekel po naših ocenah tudi razpis za gradnjo. Vendar bi želeli ne začeti dela na zimo, tako da je vse odvisno od postopka javnih naročil. Bomo še pravočasno ujeli jesenski čas, sicer bi pa na pomlad gradili. Načrtovana je tudi gradnja zahodne navezave na Dolenjsko avtocesto čez železniško progo pri postaji Štefan, ki bo obsegala krožišči in nadvoz. Mi smo pri sprejemanju prostorskega plana obdelali idejno ta viadukt, da se prav skupaj z direkcijo in ministrstvom smo uskladili zadeve. Potrebna bo še študija hrupa, nato sledi priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi pritiskov gospodarstva tako Kastelic pričakujejo izvedbo v letu 2020. Iz Trebnjega se je minister Gašperšič odpravil na dvor, kjer si je ogledal obnovo državne ceste skozi naselje. Po dolgih zapletih s pridobivanjem zemljišč smo končno v lanskem letu oziroma začetku letošnjega leta problem rešili, tako da je investicija ureditve, nujno potrebna ureditve skozi dvor, namreč cesta je komaj da še podobna bila cesti, stekla. Obnovili bodo odsek in zgradili vso spremljajočo infrastrukturo med gasilskim domom in križiščem 3 državnih cest v središču kraja.
Vrednost projekta je nekako preko pol milijona evrov, s tem, da je nekaj sredstev seveda tudi iz občinskega proračuna, tako da računamo, da bo to nekako končano vsaj do 15. junija. Še pred začetkom glavne turistične sezone. Znameniti sevniški nadvožnjak iz leta 1938 je bil ob svoji 80-letnici na stroške države temeljito obnovljen. Ker je za današnji promet razmeroma ozek, naj bi se čez čas zraven zgradil še most za kolesarje. Za boljšo pretočnost prometa v industrijsko cono pa je v načrtu nadvoz na Savski cesti. Pri obnovi nadvožnjaka je bil postavljen pontonski most in občinarji so odgovorne na direkciji za infrastrukture prepričali, da so ohranili njegova podporna stebra. Peš most za občinski proračun ne bi bil tak strošek, vendar sami ti podporniki ne prinašajo rešitve sami po sebi. Najlažje je zgraditi oziroma postaviti neko novo mostno konstrukcijo. Še bolj pomembno pa je pešca in kolesarja varno peljati od do sedaj urejenih kolesarskih stez do drugih kolesarskih stez. Občina je naročila projektno idejno rešitev, kako na mostu varno voditi kolesarski in peš promet. V načrtu ima pa še gradnjo nadvoza za Savsko cesto, kjer zdaj pretočnost ovirajo zapornice na trebanjski progi. Industrijska cona Savska cesta je delno še nepozidana in širitev v smeri proti železnici je možna, pa vendar je zato zelo bistveno, za to širitev zelo bistveno, da dobi saj z ene strani Savska cesta neoviran dostop brez zapornic, brez nivojskega križanja z železnico. Pripravljajo projektno dokumentacijo in računajo na sofinanciranje v okviru regionalnih spodbud. Nadvoz na Savsko cesto bi stal med 1,1 in 1,5 milijona evrov. V Metliki so sinoči slovesno zaključili 36. vinsko Vigrad. 3-dnevno prireditev, ki je bilo letos vreme naklonjeno in je privabila zelo veliko obiskovalcev ter presegla pričakovanja organizatorjev. V 3 dneh se je na 3 metliških trgih zvrstilo zelo veliko dogodkov. Okronali so novo kraljico metliške črnine. Katarina Plut je krono predala absolventki Fakultete za podjetništvo Melaniji Miketič iz Dolencev pri Adlešičih. Moram reči, da imam še kar mehurčke v trebuhu, ampak verjetno od vsega veselja. Na otvoritveni slovesnosti so podelili tudi priznanje za najboljšo belokranjsko pogačo, ki so jo letos spekli na nastanitveni kmetiji Trdič na Krasincu. Mnogi obiskovalci Vigradi pa so se udeležili delavnice peke evropsko zaščitene belokranjske pogače in si ogledali razstavo od čebelic do medene pite, ki so jo pripravile članice Metliškega društva kmečkih žena v sodelovanju s tamkajšnjim čebelarskim društvom Jože Starc. Letos smo se odločili za medeno pecivo. V bistvu smo bolj pri pecivu ostale, ker z medom se da veliko narediti, tudi meso ali pa karkoli drugega, ne? Organizatorji vinske Vigradi so poskrbeli tudi za številne kulturne, zabavne in športne dogodke. Tradicionalnega kolesarskega izleta iz Ljubljane na Vigrad se je letos udeležilo okrog 300 kolesarjev. Ja, letos beležimo tudi udeležbo od bolj oddaljenih krajev, tako Štajerci, Prekmurci, Primorci, kar nas veseli, da je ta prireditev, naš izlet se razširil, dober glas tudi po vsej Sloveniji in od vse povsod so prišli. Najbolj veselo pa je bilo na Vigradi v večernih urah, še posebej v soboto, ko so zabeležili tudi največji obisk vinske Vigradi. Ob nastopu Klape in Trade je bil osrednji trg zaseden do zadnjega kotička. Vzdušje je bilo tukaj res tako, kot je bilo mogoče pred 20 leti, ko so bila res taka množični obiski. Kljub velikemu številu obiskovalcev ni bilo večjih izgredov. Ponudniki hrane in pijače pa so bili zadovoljni s potrošnjo. Vinarji, ponudniki, vsi
v superlativih govorijo. Kaj pa to pomeni pri končnem izkupičku, denar bomo pa prešteli naslednji teden. Jaz moram odkrito povedati, da me je letošnja vinska Vingred presenetila v pozitivnem smislu. Ogromno ljudi, ogromno obiska in lahko si samo še želimo, da bodo tudi naslednje takšne. Vinske Vingredi pa ne bi bilo brez belokranjskih vinogradnikov in vinarjev, ki so pridelali odlična vina, o čemer pričajo številna priznanja, ki so jih podelili ob uradnem odprtju prireditve. Kar nekaj vinogradnikov je prejelo zajeten šop zlatih in velikih zlatih diplom. Najbolje ocenjena vina pa so nagradili šampionskimi odličji. Josip Rajakovič iz hrvaškega Krašiča je že 7. leto zapored prejel naziv šampion tujih vin. Tokrat za vino Sauvignon letnik 2015. Družina Hosnar iz Ručetne vasi pri Črnomlju pa je prvič prejela šampionsko priznanje vino tekočega letnika za njihov sivi pinot. Ko sem slišal za ta naziv, so mi v obeh očeh solze ratale, solze sreče in to je res nekaj posebnega, tako nagrado dobiti na takem ocenjevanju. V vinski kleti Prus Krmačine pa so se razveselili šampionskega priznanja predikatnih in posebnih vin, ki so ga prejeli za njihov rumeni muškat ledeno vino letnik 2005, ki je z oceno 19,73 najvišje ocenjeno vino na letošnjem ocenjevanju. Predikatna vina iz leta v leto dokazuje iz naše vinske kleti, da smo kos v pridelavi predikatnih vin in dosega do šampionske nazive tako na vinski Vingredi, tako na vinu Ljubljana. V kategoriji Belokranjec PTP je drugo leto zapored šampionski naziv prejel Vingrednik, ki so ga pridelali v grajski kleti Šturm. Mislim, da je to, kar držim že drugo leto zapored v roki, še en dokaz, da na Ritki Cvetane res uspevajo le najboljša vina in res smo zelo veseli, da smo uspeli tudi drugo leto obraniti ta šampionski naziv. Šampionski naziv pa so ohranili tudi v vinski kleti Metliške kmetijske zadruge. Njihova Metliška črnina PTP, ki je tudi protokolarno vino kraljice Metliške črnine, je drugo leto zapored postala šampion Metliške črnine PTP. No, letos je pa ta naslov še posebno žlaten, kajti letos praznuje vinska klet Metlika 50 let od prve polnitve Metliške črnine. Pred 36 leti se ji je s pesmijo Metliška črnina, kraljica je vina, ki jo je uglasbil Burkhard Henček, poklonil Toni Gašperič, ki so mu na otvoritveni slovesnosti za inovativno in humorno promocijo belokranjskega vinogradništva in vinarstva podelili posebno priznanje. Svoje kandidate v 6. volilni enoti za predčasne državnozborske volitve je predstavila stranka Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek. V Novem mestu in okolici bo kandidiral zdravnik Rok Mežnar. Da je treba slovenski politiki, slovenskemu političnemu življenju vrniti ugled. Ugled, ki so ga zadnjih, recimo 25 let uspešno rušili. In kako bomo to naredili? Tako, da bomo postavili sposobne ljudi v parlament. V središču Novega mesta bo kandidirala študentka Maja Dragan. Predvsem se mi zdi pomembno, oziroma vsak dan se tudi jaz srečujem z nekimi drugačnimi težavami, problemi, stvarmi, ki se tičejo nas mladih. In prav ta recimo energija mladih in izkušnja starejših nas lahko pripelje do neke skupne poti in cilja. V Trebnjem bo za poslanca kandidiral Franc Jarc, ki se je izkazal predvsem pri delu z mladimi. Ker dejansko v tej državi v teh 25 ali kolikor letih smo po osamosvojitvi naredili en kup napak, predvsem pa je bila, je v državi prevladala korupcija, prevladuje negativna kadrovska, selekcija. V Beli krajini bo svojo srečo na volitvah preizkusil Anton Zvone Kambič. Prepričan sem, da smo na dobri poti, da imamo dober program. Program sem prebral, dosti je soroden mojemu mišljenju,
Zato bom vsem svojim sposobnostim srcev dal vse od sebe, da bomo dosegli zastavljene cilje, da bomo delali v dobrobit vsega slovenskega naroda. V Krškem se je odločila, da za poslanko kandidira Damjana Pirc. In menim, da je treba veliko stvari popraviti, spremeniti na bolje. Ker sem tudi mama 3 otrok, želim, da moji otroci odraščajo v boljši državi, v dobri državi, ne pa v državi, kjer vlada ta korupcija, podkupljivost, odtujevanje javnega denarja. V Brežicah in Sevnici pa bo kandidiral Božidar Resnik. Okoljevarstvenik po duši, mogoče ne rojen popolnoma za podjetnika, bolj za socialnega podjetnika in me res motijo krivice, ki se dogajajo v prostoru. Mogoče tudi razna kadriranja, ki so zelo strankarsko pogojena, na drugi strani pa premalo priložnosti za mlade, pa tudi premalo medgeneracijskega sodelovanja. Stranka Dobra država je prepričana, da je v slovenskem parlamentu čas za svežo energijo in nov politični pogled. To so bile vsebine ponedeljkovih novic. Ostanite še naprej v naši družbi in preživite lep večer.